Spoštovane gledalke in gledalci, lepo pozdravljeni v oddaji Aktualni dogodki. Jubilejno leto, imenovano tudi jubilej ali sveto leto, je posebno leto v zgodovini Katoliške cerkve. Leto 2025 je jubilejno leto, zaznamovano je predvsem z izkušnjo Božjega usmiljenja, ki ga Božje ljudstvo sprejema preko molitve, romanj, odpuščanja grehov in odpustkov. Jubilejno leto 2025 se bo uradno začelo na prvi sveti večer 24. decembra 2024 pod geslom Romarji upanja, ki ga je papež Frančišek izbral za to leto. V naš studio smo povabili sestro magister Boženo Kutnar, novo nacionalno delegatko za sveto jubilejno leto 2025. Povedala nam bo več o pomenu jubileja, njegovem geslu ter o tem, kaj vse prinaša to pomembno leto za katoličane po svetu. Lepo pozdravljeni v našem studiu, hvala, da ste danes z nami. Z veseljem. Leto 2025 je pred nami kot jubilejno leto, ampak kaj pravzaprav je jubilej in zakaj je tako pomemben za katoličane? Jubilej je nekaj veselega. Že latinska beseda jubilum, jubilus, cum jubilo, pravi nekaj veselja prinaša. Je en tak močen čas znotraj cerkve. Cerkev hodi, je na poti in ima potem določene postaje, kjer je močnejša, bi rekla, močnejše delovanje Božje milosti, se bolj odpre temu delovanju. Se pravi, je en močen čas, en vesel čas, en čas Božje milosti. Že v Stari zavezi so imeli posebne čase, so jim rekli na 7 let, so jim rekli sobotno leto. 6 let je zemlja dajala svoj pridelek, 7. leto je pa počivala. In ravno tako so, recimo, če je bila slaba letina, so potem 6 let so služili, so tudi, posamezni Judje, ki niso mogli odplačati dolga, so morali prodati sebe za sužnje, ampak 7. leto so bili pa osvobojeni. Ko je pa minilo 7x7 let, teh sobotnih let, pa je nastopil jubilej. 50. leto je bilo pa jubilejno leto. To slovesno, veselo leto, ko so morali odpustiti sužnje, ko so ponovno dobili nazaj tisto zemljo, ki so jo dobili posamezni rodovi judovski, ko so se vrnili iz Egipta. Torej, odpustitev sužnosti in pa zemlje, vrnitev k lastništvu. Ko je nastopil Kristus, pravijo razlagalci, da je tudi, ko je on oznanjeval, takrat, ko je v sinagogi bral tisti zvitek iz preroka Izaija, da je bilo to sveto leto, jubilejno leto za Jude. In zato je to bolj pomenljivo, da je takrat Kristus rekel, danes se je to pismo spolnilo. Lahko rečemo, da je Kristus dopolnitev vsakega jubileja, vsakega veselja, vsake odrešitve, bodi si zemlje, bodi si človeka. No, in potem je cerkev pa počasi začela tudi obhajati to kot cerkev, kot Božje ljudstvo. To se ni začelo čisto takoj, čeprav to razumevanje, da je Kristus prišel, da prinese odrešenje, je bilo ves čas navzoče. Na poseben način, prav kot zdaj imenujemo jubilejna leta, je pa ena taka prelomnica leta 1300, ker ljudje so bili vedno ob prelomu stoletij malo nemirni, malo jih je bilo strah, hkrati so imeli eno upanje, da na teh prelomih, na teh prehodih, da takrat daje Bog posebnih milosti, da daje odpuščanje, da je na poseben način so Božje usmiljenje, vrata Božjega usmiljenja odprta, bi lahko rekla. No in leta 1300 se je zgodilo, da je velika množica prišla v cerkev svetega Petra v Rimu. So priromali k oltarju in tam čakali, da se bo nekaj zgodilo. Da so takrat res, da bo Bog na poseben način jim podaril usmiljenje, da bodo deležni tega odpuščanja. In papež je s svojimi svetovalci malo gledal, kaj naj naredi zdaj s temi romarji, in je potem šele tam konec februarja izdal bulo. Dejansko na temelju te ljudske vere, ljudskega pričakovanja, praznovanja, in je napisal bulo, zares, dajmo vsakih 100 let praznujmo jubilej, ki bo to čas posebnega Božjega delovanja, ko bo Božje ljudstvo lahko prejelo odpustek. To je ta jubilejna milost.
In je rekel, dajmo to na 100 let narediti. Ampak dejansko je naslednji papež že rekel, ne, to je predolga doba, 100 let, dajmo na 50. Ne. Potem so pa čez 200 let že skrajšali na 25 let, a ne, zato da dejansko lahko vsaka generacija, vsake toliko časa pride do te posebne milosti oziroma do tega močnega časa na tem romanju, ki ga imamo vsi kristjani oziroma vsak človek, ko roma na tej zemlji, da pride vsake 25 let do tega dogodka, do tega jubileja, ko lahko zajame iz tega božjega usmiljanja, ko se bolj odpre v bistvu temu božjemu delovanju. Ko ste ravno omenili bulo, geslo letošnjega leta je Romari upanja. Medtem ko naslov bule, ki jo je ob napovedi jubilejnega leta napisal papež Frančišek, nosi naslov Upanje ne osramoti. Kakšno upanje ima papež v mislih in kje v današnjem svetu vidi ter spodbuja znamenje tega upanja? Ja, papež je vzel ta odlomek dejansko iz pisma apostola Pavla Rimljanom, upanje pa ne osramoti. Zakaj? Zato, ker je ljubezen izlita v naša srca po svetem duhu, ki nam je bil dan. To je ta stavek, iz katerega papež izhaja tudi v buli, ki jo je zapisal kot napoved za to jubilejno leto. Zelo je močno to, da v buli papež izhaja iz konkretne situacije, ki je danes v svetu, v kateri smo mi priča. Zelo izpostavi to situacijo, to stisko, ki smo jo vsi doživeli ob epidemiji covida, ko se je dejansko začelo v družbi nekaj spreminjati. In tudi vidimo, da po tistem je šla neka klima v družbi navzdol, kar neka družbena tema se je razširila med nas. Zdaj vidimo te vojne, ki se širijo, ki se kar nočejo ustaviti. Papež potem našteva vse te rane človeštva, poleg nasilja, brezposelnosti, ena naglica, ki smo ji podvrženi vsi, en nesmisel, negotovost, ena nestrpnost. Papež zelo jasno opredeli te temine. Zakaj? Prav zato, ker upanje ima smisel tam, kjer ga ni na videz. Kjer je na videz en brezup, ena tema, en nesmisel. In vsako trpljenje, vsak nesmisel, vsaka stiska, vsaka rana ima vonj po smrti. To je odsev smrti. In kaj pravi papež? Kje je zdaj upanje? Mi vsi vidimo pred sabo grob. Ampak pravi Pavel, upanje ne osramoti. Zdaj papež pravi zelo jasno, upanje je oseba. Upanje ni neka filozofija, neka ideja, nek moralizem. Upanje je oseba Jezusa Kristusa. Zakaj? Ker nam je on prinesel odgovor na to vprašanje, ki sem prej rekla. Največja stiska, ki jo nosimo v sebi, ali pa vprašanje, je vprašanje smrti. Tam je en navidezen konec. In kot sem rekla, vse druge stvari so odsev te smrti. Kristus pa je vstopil ravno tam, kjer mi ne vidimo upanja sami iz sebe. Je vzel nase človeško naravo, je sprejel trpljenje, je sprejel križ, je sprejel smrt in potem pokazal prehod. On je s svojim vstajenjem dejansko dal odgovor na vse te temine, ki jih mi občutimo v življenju, vse te stiske, ki jih je papež tudi naštel. Torej, Kristus je naše upanje. In zato tudi jubilej nima drugega namena, ni cilj jubileja in vseh teh dogodkov, ki bodo, vseh teh praznovanj, vseh teh romanj, recimo, to ni cilj. Cilj je, da se prek vseh teh sredstev mi zares srečamo s Kristusom, da poživimo to novo življenje, ki smo ga pri krstu prejeli, ta dar, da se srečamo z osebo. Ravno te dni sem poslušala eno katehezo enega italijanskega znanega duhovnika, ki pravi, mi imamo kulturo in smo kulturo krščansko, smo na nek način deležni, je to en dar, smo rojeni v eni krščanski kulturi. Ampak, in to je čisti dar, ampak mi moramo priti naprej od tega, da bomo živeli iz milosti krščanstva. Se pravi, da bomo prišli do tega osebnega srečanja s Kristusom. Da bomo od tega, da je to
pač neka navada, recimo tudi bogoslužje, da je to neka navada, neka kultura, nek način obnašanja, da bomo prišli do osebnega odnosa, do načina življenja, do miselnosti, ne, ki nas bo obrnila k Kristusu in k drugemu človeku, ne, ker to je Kristusov način. Romanje in zakrament sprave sta dve temeljni jubilejni sredstvi na poti k Kristusu. Naj me lahko malo bolj podrobno opišete in predstavite njuno vlogo v jubilejnem letu. Ja, tako sem že omenila, romanja dejansko tako ves čas že v vseh jubilejnih letih so bila v ospredju romanja. Ker kaj je romar? Ne? Mi smo romarji, da pač to pravi, ne? Mi smo zdaj, postanimo romarji upanja. Človek je romar, če rečemo človeštvo, ne, je na romanju od Adama, od prvega človeka, pa do cilja. Kateri je cilj človeštva? Je Božje kraljestvo, je to občestvo z Bogom, ne, s Kristusom, z Očetom, Svetim Duhom in drug z drugim. Ne. Božje kraljestvo je cilj. In dokler nismo vsi tam, dokler ni Kristus vsem, smo na romanju. Zato je dejansko eno romanje, krajše, a ne, eno peš romanje na poseben način, je podoba življenja vsakega človeka, ne, vsakega kristjana. Vedno so bila v zgodovini romanja en poseben trenutek milosti in so imela tudi nek cilj. Za cilj so običajno bila neka svetišča, romarska svetišča. Recimo Slovenci imamo zelo posrečen izraz romanje, ker je noter skrit kraj Rim, mesto Rim, Roma, italijansko. Ne? Torej, na poseben način so Slovenci čutili, da ima mesto Rim en močen pečat, da je en močen kraj milosti in so romali v Rim. In tudi zato je ostal romar, romanje, ne? To ime. Jaz bi rekla tukaj, da še posebej, in tudi papež zelo poudarja peš romanje, ne en izlet. Ne eno sprostitev. Ampak zakaj? Ker peš romanje, ne vem, mogoče ste romali kdaj v Santiago ali pa kam drugam, to je zelo moderno zdaj, so takšna romanja. Recimo, peš romar mora vzeti sabo samo osnovne stvari. Ne moreš vzeti, ne vem, bogastva sabo, ker sicer hitro odložiš, ker ne moreš nositi. Ne. Torej si utrujen, si lačen, žejen, zvečer ne veš, kam boš šel spat. Torej gre za eno srečanje, bi rekla, z omejitvami življenjskimi. Začneš razmišljati o svojem življenju, o preteklosti, o svojih odločitvah, razmišljaš o smislu, nekako prideš k bistvu. Papež pravi, na romanje se poda nekdo, ki išče smisel življenja. In zato je romanje tako pomembno, ne? Malo se osvobodiš balasta, osvobodiš se tistih stvari, ki niso tako bistvene, pomembne in na koncu koncev se moraš vprašati zdaj, kdo je tisti, ki bo neko sidro v mojem življenju. In na romanju človek pride do tega odgovora. Mislim, da je to eno močno sredstvo tudi za naslednji korak, ki ste ga omenili, to je pa sprava. Ne, zakrament sprave, spovedi, mislim, da je romanje ena močna priprava, prav na to, ne, človek mora pogledati, kje je, ne, se mora soočiti s sabo, pa ne sam pred sabo, ampak v Božjem pogledu, ne, v luči Kristusa, kako me Kristus gleda, kako me Kristus spremlja tudi na tem romanju, življenjskem romanju, kako se mu odpiram, da postane počasi moj glavni sopotnik. In potem pri zakramentu sprave dejansko se odprem tej milosti odpuščanja. Mi je zelo močno, ko sem enkrat poslušala enega profesorja iz grške pravoslavne cerkve, kakšna je bila njihova praksa nekaj stoletij nazaj za spoved. Ne. Pri nas naša zahodna tradicija je ta, da mi pridemo k spovedi in najprej povemo grehe in potem prejmemo odvezo. V njihovi cerkvi je bilo eno obdobje tako, da je duhovnik sprejel spovedanca in mu rekel, Bog ti odpušča, Bog ti je vse odpustil. Kaj mu imaš zapovedati zdaj? Kaj imaš zapovedati cerkvi, da se skupaj zahvalimo Bogu
za to, kar ti je odpustil. A ne, se mi zdi, da je tako močen ta poudarek tega daru odpuščanja. Bog čaka, ne? Bog hrepeni po tem, da bi nam lahko ta dar podaril. Na nas je samo to, a se mi odpremo, a se odpremo tej milosti in sprejmemo ta dar odpuščanja. Ker to pa je potrebno z naše strani, ne? Ta sinergija, to sodelovanje. Bog čaka, ne? Mi pa smo povabljeni in se mi zdi, da v svetem jubilejnem letu papež zelo, zelo vabi, da bi v svetoletnih cerkvah bili spovedniki na razpolago, ne? Za spoved, za pogovor, da bi pomagali se ljudem pripraviti, zares izročiti to smrt, to smrt, dejansko greh je smrt v nas, a ne tisto, kar nas trga od izvira življenja. Tako da se mi zdi, da je to, poleg vseh drugih sredstev, ki jih jubilejno leto nudi, sta ti dve poti zares zelo milostni. Letos bosta na mladinskih srečanjih v Rimu razglašena tudi dva nova mlada svetnika. Kdo sta ta dva svetnika, kaj sta storila v svojem življenju, da sta postala zgled vere? Ja, to je ena lepa praksa v bistvu v jubilejnih letih. Zadnja leta smo priče, da papeži redno razglasijo enega svetnika kot en zgled vernikom. Recimo ob zadnjem izrednem jubileju 2016 je bila mati Terezija iz Kalkute tako razglašena za svetnico. No in letos se mi zdi pa res zelo močno, da sta dva svetnika, ki bosta razglašena na mladinskih jubilejih v Rimu. Prvi bo jubilej najstnikov, konec aprila. Takrat bo razglašen Carlo Acutis, oziroma Karel Acutis, ne, ko poslovenimo, ko svetnik postane enkrat kanoniziran, poslovenimo tudi ime, tako da bo zdaj Karel Acutis. Že dosti poznan, jaz mislim, da tudi med nami, kar nekaj romanj je bilo že v Asizi, kjer je njegovo telo počiva, nestrohnjeno telo. 15-leten je umrl za levkemijo in je zelo poznan kot izreden častilec Evharistije. Zelo rad je hodil k maši od 7. leta naprej, vsako jutro. Hkrati je bil pa en normalen mlad človek, najstnik, ki je posebej se specializiral v informatiki, v računalništvu in je tudi eno spletno stran odprl z evharističnimi čudeži. To je Karel Acutis. Drugi je pa Peter Jurij Frassati. On je pa v začetku 20. stoletja bil rojen in je pri 24 letih umrl, tudi za posledicami otroške paralize. On je pa študiral informatiko, je bil v bistvu iz ene zelo bogate družine, oče je bil nek založnik, direktor enega podjetja, založniškega, časopisnega, ampak ta sin pa se je posvetil predvsem ubogim. Svoje bogastvo, to, kar je imel, kar je podedoval, je dejansko razdelil ubogim, se ukvarjal z najbolj obrobnimi, z najbolj potrebnimi. In on bo pa razglašen za svetnika na drugem jubileju, to bo pa konec julija, začetek avgusta, ko bo ta jubilej mladih v Rimu. In se mi zdi, da sta oba res en zgled za mlade, preprostega življenja, bi rekla, sta močno vključena v ta svet, bila popolnoma normalna mlada človeka, pa vendarle sta res se pustila oblikovati Kristusu, živela iz vere. In lepo je, da papež razglasi dva mlada, ker prav mlade papež v svoji buli imenuje znamenje upanja. In jim daje tudi ta zgled. Zdaj pa za danes še zadnje vprašanje. Kaj bi želeli sporočiti vsem, ki se še sprašujejo, kako lahko osebno izkusijo in živijo to jubilejno leto? Priložnosti je res veliko. Jaz bi rekla, da je tukaj na mestu tudi razločevanje. Ker ponudb bo veliko in ne moramo hoditi na vse. Jaz mislim, da ni smisel v tem, da letamo od enega dogodka do drugega, ampak je potrebno, da pogledamo v srce, pa se mogoče pogovorimo s kakšnim prijateljem, s spovednikom, z duhovnim voditeljem, s sozakoncem, z nekom, ki nas dobro pozna.
pa malo razločujemo, kaj zdaj v tem trenutku res potrebujemo. A poglobimo bolj, bi rekla, negativno askezo, ne, če tako imenujem, recimo spoved, romanje, neke stvari, kjer je potrebno bolj očiščenje, ali pa je bolj potrebno za nas, da se bolj odpremo drugim, se pravi, da gre za eno pozitivno askezo, kjer so pa predvsem dejanja ljubezni, bodisi duhovna ali pa telesna dela usmiljenja. Ne, papež se teh stvari nas spodbuja, se mi zdi, da je potrebno eno ravnovesje enega in drugega, ampak morda pa je za našo pot potrebno v tem trenutku bolj ena stvar in je dobro, da tukaj se malo vprašamo, ustavimo in temu bolj posvetimo čas. No, sestra Božena, mi se vam lepo zahvaljujemo, da ste bili danes z nami in nam predstavili jubilejno leto 2025. Želimo vam veliko sreče in uspeha pri sami pripravi in seveda tudi upanja, ki ne sramoti. Spoštovane gledalke in gledalci, hvala, da ste spremljali današnjo oddajo. Upamo, da vam je pogovor pomagal bolje razumeti pomen jubilejnega leta in kako ga lahko tudi osebno doživite. Se vidimo prihodnjič.